Ustvarilo ga je madžarsko podjetje Ganz. V času nastanka je bilo med največjimi ulitki v enem kosu na svetu. Delovalo je s pomočjo vodnega toka iz Javorniškega rovta. Vse do upokojitve je poganjalo fino in srednjo progo valjarne na Javorniku. Leta 1979 je izvaljalo svoj zadnji ingot. V letu 2017 se je ekipa zanesenjakov odločila, da ga obudi. Ta obnova v veliki meri bila odvisna od sodelavcev Acronija in tudi vzdrževanja še posebej, ki so pač omogočali, da se je to izvedlo oziroma so sami izvajali obnovo. Obnova je potekala od 15. novembra nekako, tako da je mesec približen. Faze so pa potekale tako, da smo najprej pričeli z odstranitvijo kolesa iz njegove ponorne lokacije. Zakopan je bil zemelj, čezenj so že drevesa rasla. Ko smo mogli najprej posekati drevesa, ga ven potegniti. Kolo smo najprej postavili na začasno stojalo, ki je služilo postavitvi kolesa med peskanjem in barvanjem. Vmes smo pa naredili že novo stojalo v delavnici in ga tudi montirali na nove betonske temelje. Pri nas so še danes zaposleni delavci, ki so na valjarni Javornik dejansko delali in valjali pločevino. Še marsikdo je danes ponosen na tako imenovano fajnštreko pa middlštreko. Kot nam ime pove, fajnštreka je bila valjavsko ogrodje za izdelavo bolj preciznih pločevin, bolj preciznih dimenzijsko, medtem ko middlštreka je bila predvaljavsko ogrodje. In z obnovo Peltonovega kolesa bi ponovno radi opozorili ljudi, zaposlene v tem podjetju, naj bojo ponosni na tradicijo in na ves trud prejšnjih generacij v tem podjetju, naj opazijo trud, strokovnost vseh predhodnih generacij in nadaljujejo z dobrim delom. Gornji Savovski muzej Senice, ki ima med svojimi nalogami zbiranje in ohranjanje tehniške dediščine, pozdravlja pobudo in tudi vlogo tako pomembne družbe, kot je Acroni, ki je uspel v lastni režiji obnoviti tehniško dediščino, kot je malo Peltonovo kolo. In takega sodelovanja oziroma takih pobud si želimo tudi v prihodnje. Vsak, ki bo opazil to nek zgodovinski razstavni eksponat, bo tudi pomislil na to, da to podjetje ima neko dolgo tradicijo in da podjetje hkrati tudi goji to tradicijo kot nekaj pozitivnega in kot nekaj, na kar je podjetje ponosno.